Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o nadledvični žlezi, predvsem pa o utekanju pod očmi, okrog oči, zatekle veke, zabuhlost tudi obraza in boste videli, kakšna je povezava z nadledvičnimi žlezami. No, zdaj vam pa čist osnove razložim. To znanje imate opisano v knjigi, ko imajo hormoni žur, in sicer tam okrog strani 80 o nadledvični žlezi. Nadledvična žleza je nad ledvicami, tako kot že samo ime pove. In v bistvu nadledvična žleza je, tako kot če si predstavljate ledvičke, tako kot dva fižolčka, v obliki fižola, in na vrhu gor je kapca. In ta kapca se imenuje nadledvična žleza. No, v nadledvični žlezi se proizvaja ključen hormon, zato da smo budni, da se zjutraj zbudimo. Glejte, tistim, ki zjutraj so kot omleta v posli, pa se ne more spraviti po konc. Se pravi, se zjutraj ne proizvede toliko kortizola, da bi človek zalaufal. In pogosto pride do tega, da imaš toliko pregret motor, se pravi tudi pregrete te nadledvični žlezi, da enostavno ne moreš zalaufati. Isto je kot pri motorju. No, ampak zdaj bomo govorili o tej povezavi, da preveč dela, da je treba umiriti, da ste zatekli, zabuhli, da je nekaj treba, pač telo sporoča, da je nekaj treba spremeniti. In zdaj, če pogledamo, da nadledvična žleza pa stresni hormon kortizol sta dejansko potrebna, da delujeta čez dan. Zvečer bi se bilo potrebno umirjati in se začne proizvajati drug hormon, ki se imenuje hormon DHEA. No, in ta hormon DHEA pa nas ponoči obnavlja, topi maščobo, vpliva na to, da se umirimo, da se obnovimo, da smo spočiti zjutraj. V glavnem, hormon DHEA je tisti hormon, ki poskrbi za obnovo med spanjem. No, in seveda, začne se proizvajati po 2 urah trdnega spanja. In tisti, ki imate težave s prebujanjem sredi noči, pomeni, da se ta hormon za obnovo ne more tvoriti v taki meri, da bi vas res lahko obnovil. Zaradi tega je tako pomembno, da zvečer nahranimo svoje telo, zato da dobite vse hranilne snovi, da lahko čez noč izdelujete razni hormon in hormon DHEA. In to sta 2 ključna hormona, ki sta potrebna za obnovo. Glejte, na dnevni bazi dobivamo vprašanja, kdaj se jemlje omega, kdaj se jemlje D-vitamin, kdaj vzeti E-vitamin, kdaj vzeti C-vitamin. Vse se jemlje zvečer. Zaradi tega, ker večerja je v bistvu najbolj pomemben obrok dneva, da nahrani naše hormone, ki vplivajo na obnovo, in da lažje zalaufamo potem v naslednji dan. No, in tisti, ki pač so podhranjeni, ne spijo dobro, se redijo, so utrujeni, zjutraj ne zalaufajo. In zdaj, če gledamo samo v knjigi, ko imajo hormoni žur, recimo, kdor ima pomanjkanje hormona DHEA, občuti kronično utrujenost, napade tesnobe ali panike, pridobiva maščobo na predelu trebuha, občuti depresijo in malodušnost, ima bolečine v sklepih, ima oslabljen imunski sistem, zmanjša se mu spolna sla, postaja zabuhel obraz in ima otekle podočnjake in tudi veke. In ima suhe in razcepljene lase, pojavi se mu celulit, kar ponavadi imamo ženske te težave, in ima občutek napihnjenega trebuha. To je vse zaradi pomanjkanja hormona DHEA. No, v glavnem, vse to se pa proizvaja, oba 2 hormona, tako stresni hormon kot hormon DHEA v nadledvični žlezi. Zdaj, najprej bomo šli čez hrano, da bo bolj enostavno, čeprav stres je pa vedno povezan s čustvenim delom, in na koncu vam bom še ta del razložila, kako lahko sami poskrbite dobesedno, kako očistite avro. Ampak to pol naprej. Ta trenutek, zdaj, če gledamo, kako nahrani to našo nadledvično žlezo. Kaj potrebuje sploh naša nadledvična žleza, da dobro deluje? Stresni hormon porablja dejansko vse hranilne snovi prednostno. Vse, kar je možno, bo porabil. In zdaj, če spet pogledamo naprej v knjigi, ko imajo hormoni žur, porabil bo ves vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, porabil bo ves kalcij, magnezij in selen,
porabil bo vseh 22 aminokislin in porabil bo omega-3 maščobno kislino. Se pravi, če mi zdaj razumemo, da stresni hormon prednostno porablja vse to, kar pa na koncu rabimo tudi za obnovo med spanjem, in v bistvu to so prav hranila, ki jih rabimo zvečer. No, zdaj pa pogledamo, kaj bi sploh mogli jesti, da dobimo vse te vitamine. Se pravi, vitamin A se največ ga dobimo v rdeči zelenjavi, korenje, paprike, paradižnik, vse, kar je rdečega, špinača. Pri špinači, lejte, špinačo lahko dobite, pa je res odlična, tako kot solato, ampak bodite previdni zato, ker pri špinači se izloča ven ena snov, zdaj imam fitinsko kislino v možganih, ampak moram preveriti, v glavnem, ki dejansko preprečuje vezavo ostalih vitaminov in mineralov. Tako da v glavnem špinačo je treba predvsem pokuhati, prekuhati. Prejšnji dan sva s hčerko jedli, a veste kaj, ajdovo kašo, tako kot rižoto, pa čez ogromno špinače, kar tako v listkih, samo to, da se je pokuhala. Kako je to dober, pa pečenega lososa. Tako da probajte. Potem naprej, B-vitamin, ja seveda tudi v špinači, v ribah. B-vitamin je povsod, kjer so beljakovine, in o beljakovinah bomo še govorili. C-vitamin, vemo, da zdaj ga izmerno manj, ampak se še vedno da dobiti, pametno ga je ta trenutek dodajati. Koliko C-vitamina dodajati? 1000 mg na dan. Potem E-vitamin, kot smo že večkrat govorili, E-vitamin oznaka, ki ima DL, alfa, tokoferol, je umeten E-vitamin, ne tega uporabljati, uporabljajte zgolj naraven vitamin E. No, potem E-vitamina, ki ga največ dobite s hrano, seveda v vseh oreščkih, v lanenem semenu, v čija semenih, v sezamu, v vseh semenih se nahaja tale E-vitamin in tudi omega-3 maščobna kislina ali A maščobna kislina, ki pa vpliva na to, da se celične membrane zmehčajo in da lažje grejo hranilne snovi ven in noter in odpadne ven. V bistvu ta celični pretok se poveča. Potem, kje dobimo kalcij, magnezij, seveda magnezij spet v semenih, kalcija pa spet v mlečnih izdelkih. No in to je zdaj ena stvar, kjer vsi rečejo, toliko veliko priporočaš teh mlečnih izdelkov. Ampak glejte, če ne jeste jajc, če ne jeste dovolj mesa, če ne jeste temne listnate zelenjave, kje boste dobili kalcij? Kalcij je ključen za to, da pride sploh do vezave mineralov in dejansko brez kalcija naprej sploh ni vezave B-vitaminov. In je ključnega pomena in še ena stvar, glejte, pomanjkanje kalcija, oziroma kalcija, pomanjkanje B-vitamina, ker kalcij veže B-vitamin, pa deluje direktno na popizditis. Dejansko deluje na to, da ti vse gre na živce. Poglejte, težave s spanjem, pozabljivost, slabša koncentracija, demenca, depresija, razdražljivost, zmedenost, težave z ravnotežjem, uhajanje vode oziroma blata, impotenca. To je vse pomanjkanje B12 vitamina. Ampak če vam manjka kalcija, se ne bo nič zgodilo, lahko imate najboljše tabletke B kompleksa, brez kalcija ni vezave. In to so pomembne zadeve. Kalcij se veže z magnezijem, magnezij se pa veže s kalijem in kalij se veže s silicijem pa z natrijem. Ampak zdaj bodimo majčkeno pri kaliju. Kalij pa po drugi strani je mineral, ki deluje proti zabuhlosti telesa. Se pravi, ko imamo pomanjkanje kalija, smo zabuhli, otekli. Kalij se nahaja v zeleni, v peteršilju, v vsej temni zelenjavi, ogromno ga je v regratu, dajte zdajle regrat nabirati in v regratovih koreninah. Tako da v glavnem, glejte, kalija se da dobiti. Ne mislite, da če jeste banane, da boste dobili dovolj kalija, dejstvo je, da banane sploh ne veste, kdaj so bile obrane. In če so obrane, bog si ga vedi kdaj, in potem v zorilnicah, kako veste, da vaša banana vsebuje sploh kaj kalija. Če greste ven in naberete regrat, tam bo sigurno kalij. No in ljudem, ki jim manjka kalija, pa, zdaj pa poglejmo naprej, deluje pa pomanjkanje kalija na povišan pritisk. Zdaj pa, kaj pa vpliva tukaj v telesu na povišan pritisk? Če si predstavljamo, da so nadledvični žlezi sta tukaj pod, oziroma nad pasoma, ne zadaj, in točno tam je pa zadaj, točno nasproti popka,
Je čakra, ki se ji reče Ming Ming čakra, ki je črpalka za energijo. In ljudje, ki imajo pomanjkanje kalija, ki imajo obremenjeno nadledvično žlezo in ki imajo zasičene čakre, imajo povišan pritisk ali pa imajo težave z tem, da jih kuha. No in zdaj pa gremo na, še nekaj moram prej pri hrani povedati, zaradi tega, ker pa gremo na energijsko čiščenje, ker vam bom pokazala, kaj boste delali, da boste ta del počistili, ker to lahko naredite sami. Dejstvo je, da nadledvična žleza toliko različnih snovi potrebuje omego, B vitamin, C vitamin in zdaj kaj priporočam, da res vse dobite. Če vidite, da ste kronično utrujeni, zabuhli, da se vam pojavlja celulit, bolijo vas sklepi, da ste sesuti, to, kar res deluje, paket vitalnosti in šejki. To dobite na spletni strani srečnoživljenje.com pod komplet za hujšanje. In zdaj, zakaj je ta stvar toliko dobra? Prav zaradi tega, ker v šejku noter imate in kalij in vse te vitamine, kar sem razlagala, in prav tako tukaj noter v ProVitality Plus imate ravno tako še B vitamin, omega 3 in noter vsebuje, tukaj noter je tudi A vitamin, predstopna A vitamina, karotenoid in v glavnem omega 3 in vse to, kar deluje na pomlajevanje telesa. Tako da, to je ena taka zadeva, ki vam bo sigurno pomagala, kdaj se to jemlje zvečer, namesto večerje in tik pred spanjem. In to dejansko deluje na to, da se potem čez noč telo obnovi. Zdaj pa naslednja stvar. Pojdimo na energijsko čiščenje. Tisti, ki vas te zadeve bolj zanimajo, jaz sem to znanje dobila pri natečajih Pranic Healinga. Tudi tukaj v Sloveniji je skupina, ki organizira tečaje. Zdaj nimam pojma, kaj se dogaja zdaj med korono, ampak v vsakem primeru so pa to vrhunske zadeve. Zdaj pa zakaj so vrhunske zadeve? Ker se učite čistiti energijsko polje in predvsem svoje energijsko polje. In vsi tisti, ki delate z ljudmi ali pa ki delamo z ljudmi, se avtomatično, veste, energije tečejo in avtomatično te povezave tečejo. In veste, ko si nekoga ne moreš zbiti z glave, ker ti kar vrti v glavi, pomeni, da je ostala energijska vez in jo je potrebno počistiti. Zdaj pa kako to naredite? Najbolj enostavno je, če naredite en tak ritual zjutraj oziroma zvečer, najboljše bi bilo 2-krat na dan, če imate težave, in si pripravite vodo, v katero date sol. Glejte, takole. Zakaj vodo? Zato, ker sol z vodo dobesedno nevtralizira te energije. Kaj pa potem delate? Če si predstavljate, nisi treba predstavljati, da imamo mi tukaj pred sabo auro, to je energijski plašč. Enostavno greš z roko po svojem energijskem plašču, kot da bi čistil ta del, primeš energijo in jo vržeš v vodo. In potem dejansko tako čistiš celo auro, greš po celem telesu, počistiš in greš čez celo telo in počistiš. Dejansko ni treba nobenih misli prav usmerjati, razen to čisti, daš na manj, čisti. In zdaj pa naslednja zadeva, to je pa pol že drugi del tečaja Pranic Healing, se pa učite, kako v bistvu zaznaš energijo, sicer kako skeniraš energijo in v bistvu samo v nasprotni smeri urinega kazalca dobesedno obračaš in čistiš in vržeš v vodo. No in zdaj pa pojdimo na nadledvično žlezo. Rekla sem, da je obremenjena zadaj, ta del na hrbtu, in solarni pleksus, ta del. To je tako, kad na enem koncu bi bilo preveč energije, nekje pa pomanjkanje. Greste pri popku v nasprotni smeri urinega kazalca, vrtite, naberete energijo, vržete v vodo in to parkrat ponovite. In potem si pa, ker sebe od zadaj ne morete, si sebe predstavljate, kot da bi vi stali pred sabo. Da si sebe naslikaš in v bistvu v mislih počistiš ta del na svojem hrbtu. In v bistvu greš po celi hrbtenici, počistiš energijo in to dejansko zmečeš v vodo. Kam gre ta voda? Vodo vržeš potem stran, zliješ v veci školjko.
To ni voda, ki je primerna, da ostaja kjerkoli v stanovanju, zato ker je to v bistvu skladišče umazane energije. To je tako, kot bi prav auro. No, zdaj pa naslednja stvar. Ena stvar je, da očistiš svojo auro, zdaj pa večkrat sem že govorila o tem vijoličnem žarku. Večkrat sem že govorila o tem, da je v bistvu naša aura je tako kot žogica okrog nas, da hodimo tako, kot bi bili v eni takeli žogici. Lejte, takole. Tukaj le pogledajte. Takole. To je v bistvu naša aura. Naša aura je približno tako, kot lahko raztegnemo roke okrog nas. To je naša aura in to našo auro je potrebno napolniti, veste s čim? Z mislimi ljubezni, hvaležnosti, z vijoličnim žarkom. In jaz bom zdaj začela, pa tudi v novi knjigi, mene čist me je navdušilo to, kar sem kupila skripte, res, lejte, vam bom zdaj danes prebrala še eno tako svetlobni zid vijoličnega plamena. V imenu ljubljene mogočne prisotnosti Boga, jaz sem, in ljubljenega Kristusa v sebi, ter Kristusa v vseh ljudeh, v imenu ljubljenih Jezusa, Saint-Germaina in potem našteval koga vse, božanske matere in biti 4 elementov, s privlačno močjo svetega ognja v sebi in skozi to moč kličemo za zvezanje in odstranitev vseh temnih sil zemlje ter za izničenje vseh neskladij in bremen človeštva. Kličemo kozmično vijolični plamen, da z vso svojo dejavno silo sije po vsej zemlji, da zgradi kot mogočen ocean velik zid vijoličnega plamena, ki je večni in močnejši kot vsa tema, uničevalnosti in neskladja, ki bremenijo človeštvo in vse življenje na zemlji. Da z vso božjo močjo takoj zdaj in za vekomaj je ta sila izničena. Meni so te molitve toliko všeč. Res so mi všeč. Ena stvar je, dajmo tukaj zdaj še govoriti o strahu. Zakaj? Zaradi tega, ker nadledvično železo obremenjuje strah. Prognoze, konc sveta bo, vsega bo konc. Tisti, ki ste gledali Ledeno dobo, veste, kako izgleda tisti, ki oznanja konec sveta. Kupite izdelek, kupite neko slamco, konc sveta bo. Ne vem, poglejte, res je dobra risanka. V glavnem, zdaj tudi na ta način. Mnogi strašijo, kako se bližamo koncu, kako bo konc interneta, kako bo konc življenja, kako bomo vse zgubili, kako bojo potresi, kako bo uničenje, kako je baba Vanga nekaj napovedala, pa Nostradamus napovedal, pa. Dovolj, glejte. Vse, kar trosi strah, ni ljubezen. Vse, kar povzroča strah, ni od Boga. Ne more biti. Strah ni bil nikdar od Boga. Nikdar. Od Boga je ljubezen, sočutje, milina, potrpežljivost. Ja, potrpežljivost, ampak ne to, da greš v svojo škodo. To, da zaupanje je boljša beseda. Od Boga je sočutje. Sočutje je največja vibracija, kar je sploh možno, zato ker upravičuješ tiste, ki skačejo v glavo, pa jih upravičiš. Zato lejte, nehajte slediti vsemu temu, kar vam povzroča nervozo. Vsemu. Zdaj je ključen moment, res ključen, stvari se spreminjajo, ampak nehajte slediti temnim silam. Začnite brati tisto, kar vas navdihuje, kar vam veča vero, kar vam veča upanje, kar vam veča tisti zanos, da bo vse v redu, da vedno lahko stvarstvu zaupamo, da bo vse v redu. Tako da, ja, delajte na tem, da bo vse v redu. Še kakšen video bom v tej smeri posnela, kar se tiče vijoličnega plamena, ampak predvsem predstavljajte si to svojo žogico napolnjeno z vijolično svetlobo in čistite vse temne sile iz svojega telesa in boste videli, vaše zdravje se vam bo povrnilo. Zato, ker se imate radi.